Ne, pa je fajn, ker si zdaj omenil malo hormone in to, ful se zdaj sploh med mladimi vedno več teh hormonskih terapij in to, tako da mogoče se še malo ustavimo tle, kakšno je tvoje mnenje glede tega, vem, da imaš tak, kako bi se reklo, zdrav pogled na to, ne, ker se mi zdi nekateri, sploh influencer in to se malo lahko jemne te reči in se mi zdi, da je fajn, da se tudi sploh med mladimi, da se malo več govori o tega, ne, ker po eni strani ima ful enih prednosti, po drugi strani so pa tudi neki skriti slabosti od zadnji. Zdaj, kot je rekel, spet bomo šel nazaj v čas, 15-20 let nazaj, to je bilo vse skrito, se ni govorilo o tem, kar se tiče hormonov, dopinga, to je bilo vse, si opravo flex, ne, Ronnie Coleman imajo to, za malo venec. So vsi to pač skrivali, ne. In mogoče je bilo po eni strani za moje pojme, ne, pač ni bilo informacij in zdaj, ne, zadnja leta je pa to eksplodiralo, ne. Vsi so začeli odprto govoriti o dopingu, o hormonskih, recimo v Ameriki, predvsem pa Kanada je to začelo te tier-tit klinike, to je pač biznis, ja, pač nadomestni testosteron, to je velik biznis, si govorijo o tem in je za moje pojme moče plus, ki je vsaj prišlo do nekih realnih informacij ven, ne, da eden že, če želi pristopiti k temu, ne, da ve proces, kujeti, zdrav proces, ne, da si pač radi krvno sliko in to. Samo za moje pojme je pa ratalo malo preveč overloadano, ne, enostavno vidiš mlade, boš šel na TRT, boš šel na 20 let, 25, boš šel kar na hormone in enostavno malo se jih malo zaveda, ker to prenese za sabo, ne. Sedne, če naredi po pametni poti to, ne, se moraš vprašati, zakaj delam to. Zdaj bom šel na cikel, steroidu, 3 mesece in pol je konc, ne, nikoli ni konc. To se ponovi, to je začaran krog. To gre 3 mesece, pol je, boš še 3 in rejo tudi eni, ki delajo to, ne vem, 2-3 leta, 4 in pol, nikoli več, ne, samo zdaj pa ratalo, jaz vem, zdaj, večji problem, vidim, kaj je to ratalo, da zdaj se sploh ne dela, na primer, ciklu, ne. Cikl pa gre, pa je skozi gori in to se malo, ne vem, da sem moral vprašati, zdaj bom gori, dokar ne umrem. Ne, to je malo tako scary, ne. Ja, se pole nekateri kao opravičujejo s tem, saj sem lahko, se krvna slika je v redi, krvna slika je v redi, dokrat ni v redi, ne. Ne, veš kaj je največji problem, vem, krvna slika ti ne pove vsega. Ti dam primer, na dolgi rok ti je povedala krvna slika, če ti začne letati kalcinacija žil, ti ne povedala. Ne, ker to na dolgi rok se zna povedati, ne. Sicer prostata na dolgi rok, po krvni sliki boš verjetno vedel, sicer zdaj ne vem točno, nisem zdravnik, ko je že PSA, zdaj ne vem, če bo direktno na PSA, ne, ampak na prostato nek problem, da ti je vratala večja, skozi leta, ne, verjetno bo, ne, ni nujno, da bo, ne rata prej in kasneje, ne. Samo te dolgoročne probleme, nekatere, ki jih krvna slika ne pove, jih enostavno ne boš, ne. Za moje pojme je pa na primer za ljudi, ki imajo, sem tudi enega kolega, sem treniral, mlad, in smo s procesom, ko smo šli na dieto, vse se je delo krvne slike, sem rekel, beži narediti, smo ugotovili, da je pač nima testosterona, imel 25 let. In je šel k endokrinologu, naredil vse lepo in prav in enostavno tle je tako pri nas, to smo 100 let za kačami, ne. In pol je se odločil za telemeda, ne, se pravi nadaljavo, imel vse v rihtu in zdaj rekel, mu je spremenilo, ne toliko zaradi njega, ne, on je bil že mišice in to, ne bi nikoli rekel, da ima malo testosterona, ampak mentalno verjetno, ne. Mentalno se je zbudil utrujen. Ne, in to je lahko eden, ki ima, ne vem, niti se ne zaveda, da ima ta problem, ne, in ga lahko reši na ta način, ne, pač ti kvaliteto življenja ti jo zboljša, ne. To, recimo, sam, če bi imel ta problem, se ne bi branil, če bi bil na TRT-ju do 90 let, po 100, ni problem, ampak če ne rabim, če se počutim zjutraj, ko se zbudim, zakaj bi zdaj to mogel, ne? Če imaš pač neke zdravstvene težave, so pač zdravila za to, ki jih uporabljajo z določenim namenom, ne. Zdaj to, ki rabiš za estetske vidike in to, ne rečem, da je narobe, je če je njemu ampak je, ne vem,
Za moj pojem je šlo malo predaleč, vse skupaj zadnje leta. Ja, tudi malo tabu tema, sploh tle pri nas, nekaj še malo tako mentaliteta. Zmeri malo manj tabu za moj pojem. Vse je fajn, da se o tega govori, samo je hkrati uno, ne. Tudi če se uporabljaš, tu je ono, kao, tu so steroidi, tu je itak. Ampak če imaš neke zdravstvene težave, pa ko si rekel, ti lahko pa ful izboljšaš. Tudi recimo na stara leta, se ne tudi, ko si mlad, ne tudi na stara leta. Ne, dejansko si spremeni lahko tudi na boljše krvna slika. Enak tudi, ne vem, meni se spremeni na boljši holesterol, naprimer, ko bi se mogel dejansko pri velike večini ljudi gre na slabši. Pač se ti obrne, HDL se ti obrne, ampak... Tako da kar se tega tiče, je plus minus, ne. Predvsem problem vem, pri teh spet, ko so prej govorili socialne omrežja, ne, malo, jaz mislim, da je preveč ratov informacij. Se to je večni problem zdaj v teh cajtih. Predvsem pri mladih to, ne, se pri enemu, ki ima 30-40 let, ki mal premisli, verjetno 2-krat, 3-krat, prespi 2-krat, 3-krat, ne, ima pri mladih ljudeh to ne prespijo. Ne, to ima 18 let, vidi pač določeno sliko nekoga, ta govori odprto od hormonov in enostavno poveže, če mu vzamel hormone, mu je tako on. In začne takoj. Ne pomisli, da ima 18 let, da ima testosteron v bistvu problem, na najvišji možni točki, da bi mogel toliko, že, če se odloči, da bo to šel v ta svet, da vsaj trenira 5-7 let brez nič. Ne? V bistvu problem pri tem, tiska ne poznaje, kadar v bistvu si daješ zunanjega, ti tvoje telo henja producirati in če tisto pole zunanje umakneš, ki bo pa pole, ne, a ti bo telo začelo samo ali boš terapijo? Ne, samo. Problem je tako, ne, ka po vsaki kuri ti prevelike večine, mislim, so tudi to spet študije, ni problemov. Ne. Problem je, ker ti vedno malo manj tega bo dalo. Vedno pač ti malo manj, ne, ti po 10, 11 kuri, 13 boš. Ne bo nikoli, ne vem, po 20 letih, naprimer, ali po 10, ne, enkrat se da odloči, zdaj ne bo več nikoli več tega delu. Ne bo imel nikoli več tako, kakor bi ga imel, če ne bi to delal. Ne. Tako da, eden pa ker recimo na terapijo, ne, da pač sploh ne gre ven, ne, da se odloči čez 20 let, pa verjetno ne bo sploh mogel prekiniti, ker verjetno bo imel že tako nizke, ako vsi tevi bodybuilderi, ki so tekmovalno oni so še vedno 10-15 let, ponavadi vsi, ko končajo kariero, so na terapiju velika večina, ker pač enostavno telo je že tako zrabljeno, ne več proizvaja, kolikor bi moglo. Predvsem pole za mlade, no, mi zdaj podarek, če to je kakšen mlad posluša to in če se že ne dobro premisle, ne, pa jaz bi rekel, ne dobro premisle, sploh ne razmišljam. Za moje pojme, da mislim. Spet so mi zdi od zadaj tisti hitri rezultati, ne, sem toliko let že treniral v fitnessu, pa nisem prišel še nikjer, pa bi rad toliko več. Problem je, da niti s tistim noš prišel nikamor. Če nisi prišel že brez tistega natural, da si prišel določene točke, dobre, tu iz tisti nož več. Ne, tisto, ene mislijo, da ti da 50%, 60%. Ne. Realnost za moje pojme je taka, jaz bom rekel tako, od 15 do 30. Ne. Odvisno od receptorja, spet lahko vzamemo Kolmana. Kolman je bil fulcajt, je bil naraven. Je bil že ogromno. In takrat je bil že, poleg je začel zmagovati, takrat je že bil. On je pro karto, IVV Pro je ratu, mislim, da on je imel 90 kil, 89-90, to je bilo ena tekma na Češkem. Takrat je rekel, da je verjeti tem, reči, da sem bil natural. Tako skoraj verjamem, da je bil natural, 90 kil za tako genetiko, za moje pojmene. Samo pol pomisli, da leta 2003 on je imel na odru 130 kil. Tako da je imel dejansko skoraj 40 kil več. To ketkrat ne bil. Tisto je polegar. Bioform. Je en glas, za 130 kil bioform. Tako da, ne, jaz bi tako rekel, da ne bi zdaj rad postavljal nekih mej, ne, mu rekel, do 25 leta niti ne razmišljati, v bistvu nikoli ne razmišljati, mislim, moje mnenje je tako, da sploh nikoli ne razmišljati od te, za moje pojme, posebej pa, če nimaš nekih tekmovalnih ambicij, in tudi, če imaš tekmovalne, razmišljaj še nekrat,
Nasploh pa, ne vem, do 25 leta sploh nekaj bi razmišljal. Do 25 leta, koliko let treniraš dejansko, realno? Ne vem, 7, 8. Če začnem zgodaj, ja. Ja, ne, samo problem je, ko zdaj vidiš pri 20 letih, 19. Ne, ali pa še kaj manj po YouTube, ne, pri 17, 16, viš primere že, ko to delajo, ne, in Ja, pa tudi, tisti, tudi zmeram, tu je moje mišljenje, no, tisti, ki so tudi razmišljali o temu, a si pomislil, kaj vse delaš, a imaš prehrano pošlihtano, a spiš dobro, ali, ne vem, ali kakšno mentaliteto imaš, ali je tisti growth mindset, ali je ono... To je bistvo, ne, tisto je pač, ne bom rekel, da je leh pika na e, ne, zadeva dela, ne, dosti več kot pika na e, samo je pač druge stvari so dosti bolj pomembne nasploh, ne.